Živijo. Živijo. Sva Marjeta in Marko in sva mož in žena dobro leto. Najina pot spoznavanja se je začela že kar zelo zgodaj. Lahko rečeva, da že od planic naprej. Najini starši so v isti zakonski skupini in so dobri prijatelji, tako da tudi že od majhnih nog smo hodili veliko skupaj na izlete ali pa na morje, pa veliko smo si pomagali na kmetijah. Tako najina pot spoznavanja je res dolg časa temeljila na enih prijateljskih vezeh. Ja, na prijateljskih vezeh vse do nekega novoletnega večera, ko sem se jaz tako po moško zaljubil v Marjeto, pa sem rabil še nekaj časa, da sem jo osvojil in tako se je začela najina skupna pot. Kmalu sva se začela spraševati, kako, na čem graditi najin odnos. Želela sva ga zgraditi na trdih temeljih in odločila sva se za čistost. Ja, čistost je tak zelo širok pojem. Nama pomeni čistost predvsem eno iskrenost v odnosu, spoštljivo odkrivanje notranjega sveta drug drugega, pa tudi najin oseben, pa v najinem odnosu postaviti Boga, jim mu dati eno mesto in vzpostaviti z njim stik. Tako eno izmed sredstev za dosego čistosti v najinem odnosu pa se nama je zdela tudi vzdržnost. Zato sva se odločila, da bova vzdržna spolnih odnosov do sklenitve svetega zakona. In lahko rečeva, da ta odločitev oziroma vzdržnost nama je veliko dala, pa nič vzela. Kar hitro sva videla, da telesna privlačnost je zelo močna in raste zelo hitro. Veliko hitreje kakor eno duhovno spoznavanje drug drugega. In ta odločitev za vzdržnost nama je dala velike nevarnosti v odnosu. Sigurno ni bilo lahko, ne zame, ne za Markota, nama je to predstavljalo en velik izziv, ampak tako sva pa si dala, postavljala meje in res tako počasi odkrivala tudi telesno drug drugega. Zanimiva pa nama je prispodoba, da je telesno zbliževanje mladega para kot vezica. Ko enkrat zategneš in skoči za nek zob, ne gre več nazaj, ampak samo še naprej. In tudi ta odločitev za vzdržnost je bila zame kar velika borba. Bil sem zelo hvaležen in vesel, da mi Marjeta zelo zaupa in da sem bil jaz varuh te najine odločitve. S tem zavedanjem sem res prihajal k Marjeti s tem, da jo spoznam, da se druživa in da spoznavam njen notranji svet, ki je seveda še danes zelo drugačen od mojega. In tako je bila ta najina hoja res hoja in svobodna odločitev, a sva za skupaj, a ne. Ker sem imel Marjeto zelo rad, sem si želel, da tudi če nama ne uspe, če ugotoviva, da nisva za skupaj, gre lahko svobodno naprej in najde pravega moža zanjo. Zanimivo pa nama je bilo spoznanje, da čistost lahko nesva tudi naprej v zakon. In spolnost dveh zakoncev se nama zdi ena sama čistost. Seveda pa je to čistost, če se oba zakonca trudita za to. V najinem primeru to pomeni, da se veliko pogovarjava o spolnosti in o tem, kako jo doživljava, pa da se zares učiva drug drugega spoštovati in ljubiti. En velik napadalec čistosti pa se nama zdi tudi pornografija. Sodobna družba in predvsem mediji nam jo res skušajo zapakirati vse pore našega življenja. In jaz se jo moram odločno izogibati. Midva se zavedava, da so še zelo na začetku najine poti in da naju v zakonu čaka še veliko izzivov pa veliko preizkušenj. Hvaležne pa sva res za vse pare, ki jih poznava in so nama zgled, tako v čistosti kot v ponižnosti in predvsem sprejemanju, da so zakonca in sprejemanju vseh življenjskih situacij, ki jih doletijo. Zdi se nama, da vsak par mora najti en svoj način, kako zgraditi trden odnos. Midva sva vesela pa hvaležna, da sva to trdnost našla in jo še iščeva preko zaupanja Bogu. Zanimiv pa nama je tudi en pregovor, ki se nama zdi, da tudi malo drži in pravi: možje, ljubite svoje žene, ker razumeli jih tako ali tako ne boste. Žene, poskušajte razumeti svoje može, ker ljubite jih tako ali tako že.